A imate kakšne izkušnje z furry lifestyler? Sploh poznate, kaj so, kdo so? Jaz ne poznam, kaj je to. Marko. Moram razložiti. Unikatno znanje. Lifestyleri, kakor jaz razumem po Wikifuru, so ljudje, ki imajo prepričanja, ki so podobna nekim animalističnim religijam ali pa filozofijam, kot so šamanstvo, totemstvo in odarkini. In pač njihovo prepričanje je, da nad njimi bedi neka totem žival, ali so pa sami reinkarnacija neke živalske duše. Ne? To gremo tja. To je očitno nek aspekt furry fandoma je pač tega. Sta sama, ki je vključena v ta aspekt subkulture, poznate koga, koliko je sploh živo to v neki lokalni skupnosti? Ali sploh ne? Ne vem, če zdaj glih v lokalni skupnosti toliko tega, no. Ja. Jaz sem definitivno spoznal, jaz sem drugače šel že na full konov, in spoznal tako res ogromno različnih ljudi in se najdejo, mislim, da se najdejo kakšne bolj take poganske, spiritualne zadeve, bolj v to smer, zdaj, da bi poznal prav kakšnega, da bi šel v to otherkin varianto, no, tu mislim, da so pa že oni primeri, ki jih mediji iščejo na konu. Sem čak malo poganske, spiritualne zadeve, v kakšnem smislu? Vem, da so tako v sami rekel, če gremo za neke bolj religiozne zadeve, pa to, je recimo poganstvo ena taka stvar, ki se mi zdi, da je v fandomu precej več opazen kot drugje, ker mogoče je bolj spiritualna religija. Kako se to izraža, kaj je vsebina tega, ker poganstvo priznam, da mi ni tako poznano po vsebini. Tudi meni, ponovadi so tu neki simboli, tudi mogoče verovanje v te neke bolj spiritual creatures, pa tako naprej. Zdaj, se pravim, če pa govorimo te otherkin variante, torej ljudje, ki mislijo, da so žival in potem lajajo na kameri in podobne zadeve, to je pa malo ifino. Kako vi dojemate mogoče ta del subkulture? How do you see this? Get help. Okay. Please get help. Okay. Torej, večina furry fandoma, da bomo malo razbili to stigmo, ne verjamejo dejansko, da so ta žival, pa ne lajajo, pa ne grejo lulat v Litterbox in podobno. Noben ni zahteval, da mora na FDV-ju biti Litterbox. Ne vem, odkje so to potegnili, ampak nekatere stigme prihajajo z tega, videl sem dosti podcastov, ki so like, ne, mi ne gremo lulat v Litterbox. Absolutno mislim, da je to ratali iz enega mima, mislim, da je bil en vajn od nekega tipa, ki je lajal v luno. Oh shit, okej. Ok, Juva, mislim, da lahko odmakneš Litterbox. Mislim, Juvan je tudi očitno danes bolj v furry modu. O čem sodiš? Sem zanimivo, koliko je našega merča v bistvu je furry like. Ja, sej, naša maskota je praktično furry, ne? Je maček, ja. Mislim, to že... Mofučen, ali kaj je že, je basically pač samo humanoid version of this. Exactly. Iste barve ima, isto vse. A so one kopirale od tebe? Dobro vprašanje. Ampak je od Mofukona, whatever, creature je Snow Fox, I believe. Neki Fox je. Snow Fox. Ja. Mislim, ti si rekel itak, da si baziral na mački varianta, bolj na teh K9-u, ne? Na začetku je bila mačka, ja. In potem si nekako upgradeal vse skupaj. Tako, prav, ok, version 2. Kaj smo že rekli, da vsi anime liki so bazirani na mačkah? Ja. To je dober point, ki si ga naredil. Če želiš pa danes recimo vstopiti v ta vaš fandom, koliko je recimo, bi rekel, tiste začeten threshold, ko lahko rečeš, zdaj lahko narediš fursuit iz tega, prav. Ta fur, ne vem, sam material, koliko naprimer stane, koliko bi ti rekel, da zapraviš samo za material, brez ostalih ur, brez vsega. Sam materialno v ceni, lahko rečem, to je spet odvisen, kakšen material pobereš, glede kvalitete. Okay. Ja. V Easy lahko rečem med 500 do 700 evrov. In govorimo za cel? Celega, ja. Cel sud? Če bi pa šel partial, mogoče okoli 300 do 400. Torej, spet krzno je še vedno ta najdražji. To je še vedno cena, ne, za nekoga, ki je študent, teenager, maybe, ki se šele zanima za fandom. To v celem letu nisem imel kot študent. Pa kaj bi spet poudaril, da fursuit ni
predpogoj za to, da si furry. Okay. Marsikdo nima fursuta, marsikdo ga niti neče imeti, pa je furry. Ja. Zdosti, da te stvari zanimajo, marsikdo si naredi neko fursono, mogoče še to ne, marsikdo je pač samo tam, ker pač enjoys the culture, the things going on.